N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci in gledalke, poslušalke in poslušalci. Dobrodošli spet v N1 podcastu. Kri v Gazi, ki pronica skozi časopisne strani Dnevnikovega objektiva, njena sled pa ostaja. To je le ena od vizualnih komunikacij, vizualnih komentarjev Tomata Koširja. Enega od nagrajencev Prešernovega sklada nagrado je seveda prejel ta teden ob kulturnem prazniku. In tu je doba besa za Guardian, ki jo je upodobil tako, da je stran zmečkana, bes pa vidimo in čutimo. Nagrajenec Prešernovega sklada Tomato Košir je danes moj gost N1 podcasta. Dobrodošli. Živijo. Živijo. Z nama je pa tudi psička Miš, ki, kot smo lahko videli v številnih intervjujih, ki ste jih dali zdaj pred podelitvijo nagrade, in tudi ob prejemu nagrade v videoposnetku, gre povsod z vami. Ne? Kaj vam pomeni Miš? Marsikaj, ne. V bistvu je stalna družba. Ona je koronska pridobitev. Ene par let predtem sem se pač že začel ogrevati, da bi imel spet psa. Prej smo imeli zgolj družinske, ampak to je čist drugače, če imaš lastnega psa. Ne. Malo je terapeuta, malo včasih razsodnik, taka šefica. Včasih jo kličem Lojska po stari mami, ki je imela prekomando nad pol družine. Ne. Pa včasih je razlog, da se kaj zlažem. Recimo med korono sem si pisal, da sem šel iskat v Prlekijo, 3 ure stran. Sem si pisal delovni nalog, da si grem izposoditi psa za pasji koledar. V primeru, če bi me zaslišali. Korona je skratka ni ustavila, da je ta psička prišla do vas, ne? Ne. Moram pa reči, da me je bilo zelo strah. Sem imel kar take mini panične napade, ne, pred sprejetjem tiste dokončne te odgovornosti, preden sem šel iskat. Ampak ona me je pomirila, zaradi tega, ker se je v avtu praktično takoj, ne, drugo minuto se je čist pomirila, ne, in je bila že moja. Že v bistvu, ko sem jo prišel prevzeti, je tam na kavču se takoj pustila počohati, ne. Pa se nisem bil sam, sva jo prišla iskat skupaj z Danetom Zajcem. To je njena prva plišasta žival, ja. Včasih se stvari tako poklopijo, ne? Da se pravi ljudje ali pa tudi ljudje in živali srečajo in sprejmejo takoj, ne? Ja, vedel sem že na oglasu, ker so bili 3 psički, sem vedel, da želim njo, tisto daleč najmanjšo, mogoče najbolj ranljivo. To je en tak očetovski, v narekovajih, impuls. In ko sem klical tja, so se opravičevali, so rekli, veste, oba fanta, enega smo že oddali, enega smo v bistvu obljubili nekomu. Tako je samo še ta punca ostala, pa sem rekel, ne, se prav njo hočem, ne. Imel sem idejo, da ji bo ime Miš. V bistvu poimenovana je spet po eni zgodbi, po eni beli mački. Tako da, ja, pač seveda te je strah, pa imaš ene take hecne občutke, vsaj prvič v življenju. Ampak ta sestavljanka je bila Ravensburg s 4 kosi, ne. Sprav, najbolj enostavna možna. Tudi spanje se mi je potem, ko je prišla v hišo, to je bila pač ena stvar, ki me je mogoče najbolj skrbela, ne. Ker po mamini smrti sem imel kar hudo insomnijo. In z njo se je tudi samo spanje izboljšalo, ne. Ni perfektno, ni še tisto
vegeta kakovost, ne. Ampak ja. Blagodejni učinek živali. Ja. Tomato, vi za svoje delo prejemate številne prestižne nagrade v svetu in doma. Vaša dela so objavljajo tudi ugledni svetovni mediji, Politico, Guardian, vidi jih svetovna javnost. Najpogosteje pa seveda delate za časopis Dnevnik. Kako delate, če bi mogli na kratko povedati našim gledalcem in poslušalcem, kako nastajajo vaše vizualne komunikacije? Koliko je recimo tukaj risanja, računalnika, koliko je to odvisno od projekta? Ja, struktura mojega dela se deli sicer na troje. Tega vizualnega komentarja je mogoče najmanj. Bistveno več je tistih klasičnih vizualnih komunikacij, ne? Ko se podaja obljubo o neki organizaciji, njihovi storitvi, produktu skozi celostno grafično podobo. Potem, ja, pač včasih je temu sledilo mentorsko delo preko delavnic, preko parih let prisotnosti na akademiji. Ta vizualni komentar je bolj en priboljšek, če se izrazim z mišljenim izrazoslovjem. Zato, da to je tisto, ko ti poklic nudi, da se aktiviraš kot državljan, ne? Težko si predstavljam, da bi kdo lahko to zavrnil, no? Ker vsi si želimo nekaj prispevati, ne? Vsi stremimo k temu, da bi nekaj pridodali, malenkost izboljšali svet. Se vem, da se to sliši pretenciozno, ampak ja, pač nek tak mikro prispevek pa lahko damo, ne? In mislim, da vsi stremimo k temu. In kot ti poklic, ker to je poklic, to je poklicanost, ne? To ni zgolj služba, pač oblikovanje vidnih sporočil pa vizualni komentarji te ne izpustijo iz primeža. Pa sem se grdo izrazil. Je to nekaj zelo lepega, no? Precej katarzičnega, pa zelo tudi odgovornega. Včasih si precej na tnalu določenih javnosti. Ampak ja, pač to ne nehaš biti po 8 urah v studiu, ne? Si ves čas, včasih ti to otežuje življenje, včasih se pri zobozdravniku težje sprostiš, ker je kakšen napis z neenakomernimi črkovnimi presledki. Ampak večinoma je pa to zelo katarzično, no. Risanje, računalnik, koliko... Aha, se opravičujem, nisem odgovoril. Ne, Ja, poglavitno je, da se poišče nek poglavitno je, da se zavedamo, kaj smo. Ne? Se pravi, da smo v službi naročnika oziroma nekega sporočila. Likovna orodja so zgolj to, orodja, ne? Izhajajo seveda iz likovne umetnosti, ampak to ne pomeni, da smo umetniki, ker nismo zavezani k komunikaciji samega sebe, razen v tem širšem družbenem kontekstu, ne? Tukaj pride pa vseeno vizualni komentar zraven. Tam je nekoliko več tebe, ampak vedno tebe v službi večje slike. Spet se to sliši pretenciozno. Vi se nimate za umetnika, ne? To ste rekli tudi. Ja. Ne samo, da se jaz nimam za umetnika, pač oblikovanje kot stroka ni umetnost. To poudarjam, ker je to mogoče največja težava pri dojemanju naše stroke, ki se je zelo slabo skomunicirala. Nas dojemajo v širši javnosti kot nekoga, ki razporeja s svojim okusom. Ne pa nekoga, ki razrešuje
naročnikove komunikacijske težave, ne? Skozi neke preverljive načrtovalske procese. In to je tisto, kar me danes najbolj skrbi, ker je v zadnjih letih porast nekih teh umetniških tenzij. Pač nekaj so takih ljudi prisotno v mentorskih vlogah. Tudi sam, ki sem imel profesorje, ki so bili pa res pač sinhroni s tem pogledom, sem se tega začel zavedati šele nekje tam v 3. od 4 letnikov. Ne? In zdaj, če se zavedamo čist te dramaturške krivulje dojemanja lastnega znanja. Ne, prvi letnik malo vem, drugi letnik veliko vem, tretji letnik imaš občutek, Madonna, sej že vse vem, in po starem si prišel 4. letnik in prišel do spoznanja, vem, da nič ne vem. In šele v času pisanja diplome, to je običajno vzelo še kakšni 2 leti, pa kasneje po sreči magisterija, si začel dejansko delati na tem, kar bi mogel od samega začetka. Zdaj, če to prilagodimo Bologni, ki je toliko skrajšan proces, da v bistvu dobijo osnovnega predmeta zgolj še 58%, v teh 3 letih z diplomo vred, to je 2 leti in pol, plus še pol leta, ko se dela direkt na diplomi, v primerjavi prej 4-letnim procesom, plus 2, v povprečju 2 leti za diplomo. To je toliko instanten program, da ne samo pri tej direktni aplikaciji te krivulje, da priješ do tega, da imaš veliko možnost, da ven akademija da, pa ostale fakultete, ljudi, ki imajo predvsem ego, nimajo pa še znanja. In kot taki ustvarjajo prihodno vizualno krajino zgolj v afektu forme. In tega formalizma je ogromno. Tega ukvarjanja s formo, ukvarjanja s provokacijo zaradi provokacije oziroma pač forme, se pravi precejšen larpurlartizem in bistveno manj služenje temu, kar sem prej opisal. Za delo ste med drugim rekli tudi, da v Sloveniji je modus operiranja organizacijska paraliza, tisto, ko se bojimo sposobnih, ker se počutimo ogrožene, jih ne vprašamo za mnenje. To ste govorili tudi v luči stroke oziroma dela v vaši dejavnosti. Ja, pa tudi v luči moje izkušnje v procesu poučevanja. Ravno danes dopoldne sem se pogovarjal z eno genialko, praktično poznam 2 genija. En je včerajšnji sonagrenec Ciril Horjak, druga je pa Tjaša Krmavnar, ki je ena izmed 3 največjih strokovnjakinj na področju ergonomije v Evropi. In ona ima zelo podobno izkušnjo, pa ne zgolj pri nas, tudi v tujini. Ta modus operiranja je zelo razširjen. Ta strah pred inteligentnimi, strah pred študiranimi, strah pred tistimi, ki se posvečajo svojemu poklicu in so zaradi tega mogoče nekoliko bolj neizprostni, v prvi vrsti do samih sebe. Je ogromen, kar pomeni, da vse stremi k eni povprečnosti. In tudi pač, ko priznavajo bistveno rajš povprečne. Če že kdo izmed nas dobi kakšno priznanje,
ja, pač temu sledi tisti ampak. Ne? Saj je dober, ampak je težek. Saj je dober, ampak ima pa to težavo. Ne? Takoj te zrelativizirajo. Ranka Novaka večkrat omenjate kot mentorja z veliko superlativi, ne? Ja, on je en izmed 2 učiteljev mojih. Ne? Ni bil zgolj mentor. Ranko Novak nam je bil pač nadomestni oče. Zelo sledil je tisti sliki o šoli kot drugemu domu. Ne? V bistvu nas je napol posvojil v svojem seminarju in nam je bil na voljo čist v civil življenju. Jaz se spomnim po očetovi smrti, pa po nekem break-upu sem ga klical in rekel, poslušaj, dizajn ti vedno ostane. Delo ostane. Ja, kar je kar recept. Ne? Saj nisem prvi, ki je to ugotovil. Tudi to, ko ste rekli, ko pridejo nagrade, ne vedno pride tudi ampak. Ja. Nekoč mislim, da ste tudi povedali, da ko so začeli prihajati večje nagrade, dolgo nazaj, kot ta prve večje nagrade, ne, da ste v bistvu celo ob 60% zaslužka bili naslednje leto, oziroma manj je bilo naročil, ker potem ljudje sklepajo, da bo človek dražji in če je pa dražji, potem pa pač ga ne bomo poklicali. Ne? Ja, a se to še dogaja? Sveda se, pa se to ni zares krivda naročnikov. To je vse v luči napačnega dojemanja našega poklica. Že v 80-ih, 90-ih se je s pojavom osebnih računalnikov in orodij, ki so bila bistveno bolj dostopna, ne, do njih niso prišli v tistem klasičnem procesu izobraževanja, pač učenja samega poklica, ampak mogoče čist naključno. In orodje ti je skozi to prizmo, se ukvarjamo zgolj s formo, upravljamo zgolj z okusi, vi ste v bistvu všečkari, ne? Neki estetiki, imate v sebi neko vaser vago, za kaj je lepo in kaj ni, ne? So mi šle dlake po koncu. Ja, v tej luči je treba pač to razumeti, ne? Ta vrednost oblikovanja, glede na to, da nimamo možnosti dati ven rešitev tukaj in v vzporednem vesolju in potem primerjati oba, ne, to vrednost je težko opredmetiti, ne. Pač tiskarsko storitev zelo lahko predmetiš. Ne. Tam je tona papirja, je 5 kil barve, so plošče, je tiskarski mojster, ki dela na hrano in alkohol. Tukaj govorimo pa pač o ideji. Ideje se pa seveda ne ceni, ker se intelektualnega dela ne ceni, pa ker se pač ker se je v času trumpizma, janšizma začeli dajati neke primere dobre prakse v narekovajih, da nas je strah strok, kakršnih koli že, ne? Od zdravstva naprej. Kaj se dogaja, Tomato Košir, ko pa nimate ideje? Ko imate naročilo, ideje pa ni. A je to neko obdobje, so to ure, ne vem, tesnobe, strahu? Na kak način vi recimo opredeljujete ta, mislim, da se reče, strah pred praznim listom? Ja, zdaj, študentom sem običajno dal kakšen nasvet glede tega. Ne. Jaz včasih sem precej si zapisoval te ideje v enem takem prisrčnem bloku, ne, pač kar sem ga nosil tukaj na srčni strani. Ne, tako kot je Roger Waters svojo poezijo vedno zapisoval, ne, ravno tako en tak moleskin. Black book with my poems in. Ja, tam sem imel enostavno tehniko, da pač, ko sem bil na
v službi določene problematike, sem pač neko rešitev ali pa nek zametek le-te apliciral še na prihodnjo stran. In naslednjič, kljub temu, da sem imel novo nalogo, sem nadaljeval tam. Drugo je pa, John Cleese je zelo dobro povedal, on ima precej pametnih predavanj na temo kreativnosti. Rekel je, tisto, kar je njega ločevalo od manj uspešnih igralskih kolegov, in to opaža kot generalno pravilo, je, da je lahko vztrajal v tem času negotovosti bistveno dlje. Ker to je nelagoden občutek in lahko pač ven bruhneš nekaj, ki poteši to, običajno pa tisto še ni ustrezno. Ne? Kar pomeni, da v bistvu si pomiril sebe, ne, si vzel en idejni baldrijan, ampak tisti baldrijan pri možganski kapi nima kakšne blazne vloge, ne? V narekovajih. In to je pač del poklica. Jaz sem vedno verjel, da za vsak problem obstaja rešitev. In če nisem prišel, čujem miš smrči tukaj, in če nisem prišel do te rešitve, je zgolj pomenilo, da nisem zadosti dobro opravil naloge, ne, se pravi, same raziskave. Tako da je pač, ponovi vajo, ne. Kaj pa vam pomeni legendarni napis Kultura na Ministrstvu za kulturo? Bil je tam gor skoraj 2 desetletji, potem je leta 2021 bil odstranjen, od konca leta 2022 je spet tam, nekoliko spremenjen. Z njim ste, če se ne motim, na internem natečaju oddelka za oblikovanje zmagali leta 2001. Ja, drži. Ja. In je pa ta napis nekako ponarodil. Ne? Ljudje so ga vzeli za svojega. A ga čutite kot svoje delo ali ga že čutite, da je last vseh nas? Pa si nikoli ni bilo to zgolj moje delo. Ne? Mi smo delovali v sklopu seminarja Ranka Novaka. Naš seminar je bil en izmed 3, katerim je takratna ministrica za kulturo Andreja Richter zaupala pač to nalogo v obliki natečaja. Mislim, že to je izjemno sporočilo, mislim, to je res treba priznati, da se minister zaveda etimologije besede minister, ne, da so oni v službi nas in da morajo oni zaupati nam, ki vemo v tistem mini balončku več. Pa kaj več ti lahko da taka oseba, kot to, da zaupa v proces, da zaupa v tvoje znanje in da zaupa to inštituciji, ki je pač integralen del te države, ravno tako kot pač cela njihova stran javne uprave. Ne? Ne smemo verjeti v lastno genialnost. Do sebe sem neprezanesljiv, ste rekli v videoposnetku o podelitvi Prešernovih nagrad. Kaj to konkretno pomeni? Kakšen dvom v lastno delo je potreben, da je lahko še konstruktiven? Ja, pač jaz mislim, da si pred vsako nalogo si znova na ničelni točki, če odštejem izkušnje. Te izkušnje so bistveno bolj koristne, kot sem si pred leti predstavljal. Ne? Zelo pohitrijo določene elemente procesa. Ne? Predvsem, ker velikokrat ni časa ali pa ni nekih kontroliranih pogojev, v katerih bi lahko preverjal te svoje rešitve. Vedno imaš nek mini aparat svojih kolegov, katerim daš v pogled neko rešitev
ampak to ne pomeni, da oni odločajo o tem. Običajno jim daš pogled, slišiš njihovo odločitev, ampak bolj pomembno je, da poslušaš njihovo argumentacijo. Ne, ker jaz se vedno odločam na podlagi argumentov. In pogosto se ne odločam za tisto, ki jo oni izberejo. Ne? Ker njihovi argumenti lahko pa govorijo v prid česa drugega. Aha. Zanimivo. Vizualni komentarji za Dnevnik, Guardian, Politico, vizualno komentiranje za tiskane medije, za digitalne platforme, naslovnice knjig, celostne grafične podobe ste prej omenili, a ne, plakati in tako naprej. Kaj od vsega tega pa najraje delate? Vem, da ste radi mentor, k temu še prideva. Ampak od tega, kar sem naštela, ali imate kaj, kar bi rekli to? Če bi lahko bi skozi to. Celostne grafične podobe in vizualni komentarji, to dvoje. Ne? Glede vizualnih komentarjev sem pač že povedal, da ti dajo, da ti da pač ta občutek umeščenosti v to družbeno tkivo. Nisi več pasiven v pasivni vlogi, ampak si seveda v mikrovlogi, ampak v aktivni mikrovlogi. Celostne grafične podobe pa zato, ker ti dolgoročno soustvarjaš obljubo, ki jo organizacije dajejo, in preko teh obljub prevedenih v vizualni jezik vkodiraš njihovo identiteto. Pač celostna grafična podoba je seveda zgolj en izmed filtrov podajanja njihove identitete, ne? Tako kot je njihovo obnašanje ali pa njihovi produkti, pa njihov PR. Ne? Ampak ta je pa pomemben del pač te sinergije vseh teh elementov. Ne? Kako pa pride do sodelovanja recimo z Guardianom, s Politikom? 7 let ste nekje rekli, so bile zavrnitve, ko ste v tujino pošiljali stvari. Potem se na neki točki odpre. Kako pogosto recimo sami pošljete, kako pogosto vas oni nagovorijo? Ja, mislim, da je šlo za 6 sicer let, rekel sem 7, ja, ampak potem sem šel nazaj preverjati. Mene je za tak vizualni komentar v kontekstu časopisa prvič angažiral takratni pa tak prelomni likovni urednik Samo Ačko pri Dnevniku novembra 2011. In od takrat naprej sem zasledoval to možnost, da ne bi komentiral zgolj pač slovenskega konteksta, ampak seveda pač tudi mednarodni kontekst, katerega del smo in se tega premalokrat zavedamo. Tudi v kontekstu Evropskega parlamenta. Ne. Se veste, da to so pri nas najmanj pomembne volitve, ne, v prizmi povprečnega Slovenca. No in ja, pač tam nekje do 2017, teh 6 let, sem dobil bore malo odgovorov. Enkrat sem bil v igri za New Yorker, takrat, ko je Trump v Charlottesvillu pač ni znal obsoditi teh supremacističnih zborovanj v Charlottesvillu in s tisto idejo Trump Total Whitening sem kandidiral za naslovnico New Yorkerja. Takrat sem bil še najbližje temu, bil sem pač tisto popoldne 3-4 ure v igri, potem so se pa odločili za eno drugo rešitev, vse v redu. Kasneje sem pa, ko se je zgodil ta požar v Notre Damu, se mi je zdelo nekako logično, da pošljem to likovnemu uredniku na Le Mondu. Njegovega kontakta na spletni strani nisem dobil. In naslednja asociacija, ki je mogla ostati na tej strani luže, vse glih
v Združenih državah je bil to nekoliko manjši dogodek v tem kulturnem kontekstu. Je bil Guardian? Ja, tako da sem pač pisal takratnemu pomočniku kreativnega direktorja, izrednemu oblikovalcu, Chrisu Clarku. On je v momentu odpisal. Jaz sem to sporočilo bral na poti iz studia proti domu na troli. Takrat mi je pač ušel en tak medmet, da so skoraj ustavili tisti avtobus, tam nekje pri študentskem naselju. Ampak tista domača naloga, vsa tista leta dela in objavljanja in te neke medijske hobotnice, ki si jo širiš s pošiljanjem na festivale, potem v zbirke knjig na določeno temo, objavljaš na portalih, ki so temu namenjeni, potem na družbenih omrežjih, se je nekoliko obrestvovalo, ker me je že poznal preko določenih del in je vedel, da sem zaupanja vreden. Ker zaupanje je pogosto večji faktor od same kakovosti, tudi v tem mednarodnem kontekstu. Ti vžigalici, ki ste jo omenili, kot simbol notredamskega požara, ste rekli, sta nastajali 12 ur na 25 let podlage. Ne? Ja. Ker to se pogosto pozablja, koliko vsega je bilo prej. Kaj pa recimo ta kri, ki je pronicala skozi časopisne strani, s tem ste pač opozorili na tragiko dogajanja v Gazi, torej časopis Dnevnikov objektiv je bil tako poškropljen s krvjo in potem strani prepojene s to krvjo. Javnost je ta kriza dela in obstaja tudi celotna dokumentacija, sem jo videla, video in fotografije, kako je nastajala ta rešitev za časopis Dnevnik za objektiv. Koliko časa je recimo trajalo pri tem od začetka, od ideje do končnega izdelka, do tega, da je do bralca prišlo? Kri ste namreč sestavljali če pocitiram, iz 2 vrst medu, rdečega vina, soka rdeče pese in kančka tuša. Zakaj takšna kombinacija? Mislim, dobro, to je bilo v izvedbi. Ta proces se je začel s klicem Mirana Lesjaka, glavnega urednika Dnevnika. Jaz sem si pač v zadnjih letih izboril, da največkrat me angažira kar on. Tudi kadar pride angažma z moje strani, kontaktiram njega. In pač klical me je, če imam kaj na to temo, in sem rekel, poslušaj, sem že razmišljal o tem. Imam idejo z krvavim madežem, ki pronica skozi vseh 24 strani priloge. Pa sem se mu zlagal, pač to je tista ideja, se je res utrnila v tistem trenutku. Ampak podzavestno je zagotovo pač bil nek fundament v nastajanju že prej. Potem je bilo pa treba, tukaj gre za sodelovanje. Jaz nisem noben genij, da bi pač bil edini nosilec takšnega projekta, ker to je bil projekt, to ni bila zgolj naslovnica, ampak je zahtevala določeno usklajenost cele ekipe. Tako da potem smo postavili eno časovnico, še isti dan smo se dobili v uredništvu. Sabo sem prinesel eno bianco polo časopisnega papirja, ki sem jo polil z bučnim oljem, zato da je pač to olje pronicalo, naredilo pač to transparenco v vlaknih celuloze. Ker Silviji Černe, likovni urednici, sem samo povedal, kri pronica skozi številko in je točno vedela. Novinarji se pa, pač njihov
njihovo orodje je pisana beseda. Tako da so rabili pač eno pomagalo, da si točno ustvarijo predstavo, kaj s tem mislim. Predvsem pa je bilo pomembno, da se jim razloži, da morajo sicer merkati, da v tej drugi četrtini na sredini časopisa ni nobenega oglasa ali pa kakšnega portreta, to bi bilo res izven konteksta, da bi glavni intervjuvanc imel krvav madež na licu. Ampak sicer pa, da se ne prilagajajo temu. Ta moment presenečenja, naključja to je bil integralen del te ideje. Tega madeža se ni smel oblivati v narekovajih, umikati se s tekstom le temu, ampak je bilo treba pač pustiti ta element naključja, da pač penetrira skozi celo prilogo, gre čez besedilo, čez fotografije. Bali smo se seveda samega vpliva na čitljivost. Zato smo hitro naredili ene par porobnih odtisov, ne na rotacijo, ampak pač na en kalibriran printer. In tisto sem naredil še pač s tušem. Seveda pa ugotoviš pri prvem takem poskusu, da tukaj ni nobenih bližnjic, da krije materija, s katero smo se vsi pač spoznali in jo vsi prepoznavamo. Zelo dobro. In če ne morem pretendati samega sebe, ne bom nikogar drugega. Tako da je bilo treba ugotoviti, kako, če ne želim biti brutalen sam do sebe, pa si puščati kri tudi dobesedno, kako prideti do tekočine, ki bo pač dajala ta vtis. No, vsezadnje ta naslovnica, ta priloga je bila daleč od kakšne parodije oziroma komedije. Mi smo mogli odgovorno pristopiti do takšne humanitarne katastrofe, še posebej ne zgolj iz empatije, ampak tudi zaradi tega, da mogoče se da nek prispevek, da jaz bil zadovoljen, če se reši eno otrokovo življenje mnogo bolj kot kakršnekoli nagrade, ker to je tista glavna motivacija. No, in seveda sem pač dobil recepturo kako prideš do umetne krvi. Gre za mešanico koruznega sirupa pa rdečega pigmenta. Ampak ta časovna komponenta je pri tem delu ključnega pomena. Tukaj gre res za hiter proces. In enostavno sem vedel, da potrebujem čas za drugo. Zato sem po neki analogiji se odločil, da izhajam iz medu in vina. Pač za dve različice medu je šlo iz čisto banalnih razlogov, ker pač doma nisem imel zadostne količine. In sok rdeče pese je to nadomeščal vino, ker mi v mojem stanovanju ni pač nikoli prav kaj veliko vina. In kasneje sem pa ugotovil, da je bila ta kri po nekem naključju v bistvu boljša odločitev kot ta koruzni sirup, ker se ni sušila. Jaz imam še vedno pač na enem tem časopisnem listu imam ene par teh poskusov, ki so še vedno sveži, še vedno so lepljivi, ker pač v osnovi gre za med. Kar mi je zelo koristilo pri samem fotografiranju.
ker se ta kri ni posušila v tistih 5 urah petka pred oddajo, ko sem jaz to fotografiral. Dogaja se tudi, da kakšne projekte, kakšna naročila zavrnete. Pojasnili ste že, da ste že zavrnili delo. Za večer ste recimo rekli, v podporo projektom in ideologijam, ki niso dobronamerne, ne bom delal. Kdaj recimo zavrnete? Mislim, tako lahko kakšen konkreten primer, ali bo to ostalo skrivnost, kaj ste zavrnili? Ostajam pri tem. Ja, če presodim, da projekt ali pa neke storitve, neke ideje niso dobronamerne, ne glede na naročnika in ne glede na vrsto dela. Ali gre tukaj za klasično oblikovanje vidnih sporočil ali za vizualni komentar, pač to zavrnem. Tudi že v Dnevniku sem zavrnil vizualni komentar, ker se enostavno pač nisem strinjal z napadom na določeno osebo, saj pač nisem videl razloga za tako ostro odziv. Pri 9 letih ste začeli portretirati družinske člane. Brati naj bi se začeli učiti pri letu pa pol že. Kako vas je definiralo otroštvo? Vi ste že 2-krat omenili zdaj v podcastu starše. Tudi govorite javno o tem, recimo za časopis Večer ste rekli nedavno. Vaša pokojna mama je bila zelo talentirana, ste povedali, ne? A zaradi zdravstvenih težav je zastajala v šoli, slab uspeh je močno omejil izbor poklica in je delala potem kot prešivilja v Planiki. Pri 40 oziroma že prej so jo upokojili zaradi zdravja in je imela na koncu 412 evrov pokojnine s vsemi dodatki. Oče s podobno zgodbo, zelo talentiran. Vi pravite, bil je industrijski oblikovalec avtomobilov, mu tega nihče ni povedal. V Iskri kibernetike je delal kot kovinor-skalec in ko je oddelal svojo normo, so mu pustili, da je v preostalem času reska modele avtomobilov iz polne plastike, ki jih je potem namenil vam in jih imate teh 241 modelov še vedno doma. Kakšni so ti modeli, kaj vam pomenijo in tudi kako vas je v bistvu to otroštvo zaznamovalo? Se pravi, vi o tem javno govorite, zato vas ni težave, da vas vprašamo o tem. Ne. Tudi v smislu, koliko talentov, kot sta bila vaša starša, gre mogoče mimo, so neopaženi, ali zaradi okoliščin, ali zaradi tega, ker pač jih družba ne prepozna kot talentirane. Ja, mogoče je to botrovalo eni moji izjavi v Aparatusu, da ne priznavam, da ne verjamem v talent. To je pač ena moja obrambna reakcija. Ne želim tega priznavati, zaradi tega, ker hitro postane to že končni cilj ljudem. Sem talentiran in to je to, ne? Ja, sem pač dosegel občudovanje, kaj. Ampak, da se vrnem na otroštvo, ja, pač za enega opazovalca ta moja zgodba, ko sem postal, temu se reče, postaršen otrok. Ja. Starš svojima staršema, tam od nekih 6 let naprej. Ker oba sta se pač bojevala zaradi rezultatov sistema, ki pač izjemnemu posamezniku tega ni želel priznavati. Marsikaj tega sistema je v Sloveniji še danes živega. Ampak to mi je dal neko primerjalno prednost mogoče. In sicer, da sem razvil določeno empatijo, ki mi pri delu z naročniki pride prav. Navsezadnje komuniciram njih, moram njih pač ustrezno spoznati. Koristilo mi je jasno tudi pri mentorskem delu, tako na akademiji kot na delavnicah. Pa pač bil sem določeno število let uspešen pri očetu,
še 2 desetletji dlje pri svoji mami. Kar pač priznavam kot napor. Ne? Ta vložek je bil pomemben za pač to našo skupno zgodbo. Je pa zanimivo, no? Pač te izgube, o tem se kaj dosti ne govori, ampak ko ti izgubiš najboljšega prijatelja ali pa starša, ti izgine del zgodovine. Ne? Del tiste tvorne, interne zgodovine, ki je ne moreš več deliti z nikomer. Ne? In zato je pa dobro pisati. Pred parimi leti sem pisal o tej zgodbi, o očetovem samomoru. In je katarzično, priporočam. Pisanje. Ja, pa pač, ko je čas zrel, lotevanje se teh družinskih patologij. Ne? Radi ste mentor, to ste omenili tudi sami, radi ste mentor drugim in tudi to ste že javno govorili, da ste bili nekakšen mentor v času odraščanja, recimo tudi mami, ki je imela bipolarno motnjo in se je zanašala na vaše znanje, bodrenje že od vašega 6. leta. Ampak rekli ste pa tudi, da v bistvu tega niste sprejemali kot travme, ampak kot običajno zahtevnost odraščanja, ki vam je dala sposobnost skrbeti za nekoga drugega in za empatičnost. In ta je pomembna pri podajanju znanja, tutorstvu, mentoriranju, pravite. Ja. Veliko skrbi in odgovornosti ste očitno imeli in občutili kot otrok in čuti se, da v bistvu to čut za odgovornost in skrb imate tudi v otroštvu, v odraslosti. Kako pa v bistvu poskrbite, da ta čut za skrb in odgovornost v vaši profesiji, v tem, kar počnete, da ne zatreta ustvarjalnosti, kar se včasih lahko zgodi pri ljudeh, da v bistvu skrb pa odgovornost prevladata nad ustvarjalnostjo? Jaz na to ne gledam tako. Aha. Jaz mislim, da pač ta skrb in odgovornost je del briefa, nujen del poznavanja same problematike, nujen del končnega tona, nagora, vsebine sporočila. Ustvarjalnosti ne more zatreti več briefa. Ravno obratno, več omejitev potrebuje ustvarjalnost zato, da jih razrešimo. Ne? Omenila bi mogoče tudi vašega strica, Dušana Grobovška, prej sva govorila o njem, diplomant oddelka za oblikovanje, s katerim ste z njim in babico živeli od 11. leta. On vas je, ste povedali, spodbudil k portretiranju družinskih članov, kar je bila ena od prvih vaših takih nalog. In ste nekoč rekli, da vam je bil kot mešanica starejšega brata in očeta. Je pomembno torej imeti nekoga, ki te... Mentorsko vlogo? Tako. Ja. Mislim, saj sem imel očeta. Moj oče je imel prispevek. Ampak si nisva pa delila določenih zanimanj. Jaz vem, da ko sem bil na poletnih počitnicah pri svojem bratrancu Juretu, pri tem starejšem stricu, to ni Dušan omenjeni, ampak je najstarejši od 4, Slavi, sem pa imel skupna zanimanja, predvsem takrat modelarstvo. Jaz sem rekel, pismo, nekako čuden se je to razpletal, jaz bi mogel biti njegov otrok in moj bratranc Jure je otrok mojega očeta, ki je imel pa ta športna zanimanja. Ampak sej ne veš, včasih ti pa takšno starševo zanimanje za nekaj, kar si izrazil kot
kot lastno, lahko postane problem. Zaradi tega, ker ta njihov angažma se hitro lahko poveže z neko njihovo neizživeto ambicijo. Odkje pa ta ljubezen ali pa strast do modelarstva? Do letal. Do letal, ja. O tem so se pred pogovorom pogovarjala. Ja. Mogoče iz teh modelarskih začetkov. V Kranju sem tako kot že 3, v bistvu vsi moji strici po mamini strani, obiskoval modelarski krožek gospoda Omejca na 2. osnovni šoli na Žagarjevi. In to je bila ena taka zanimiva zgodba, ki je povezovala pač vse te generacije. In sicer ta gospod Omejc, ne vem, če je še živ, on je začel sanjati o modelu ene jahte, radijsko vodeni, pač tam nekih 3/4 metra, za časa, ko je njegov krožek obiskoval stric Slavi, najstarejši. Potem, ko je drugi stric hodil k njemu, je začel pač iskati te načrte. Pri stricu Dušanu je našel načrt, ko sem jaz to obiskoval, je v bistvu že izdelal pač ta radijskovoden model in začel iskati možnost, kako bi ga povečal v pravo jahto. Tako da na koncu teh 6 let tega modelarskega udejstvovanja in krožka je gospod Omejc že začel graditi neko delovno halo, v kateri bo doma nastajala iz nule ta jahta. In ja, čisto na koncu osnovne šole, ko sem se že poslavljal od tega, je bila v bistvu, ja, pač ta spodnji del, ta glisirni del je bil že v času, v fazi laminiranja. In kasneje sva z najboljšim prijateljem, tem omenjenim pokojnim Gorazdu, ki je preminul v enem plazu leta 2006 na Viševniku, sva enkrat počitnikovala v Premanturi. Najine noge so bingljale iz pomola, najin pogled pa je zrl v tem pristanišču prav v eno posebno jahto, ki naju je pač na nekaj spominjala, prožila se ena Magdalenca. In ne samo, da je pač je ta jahta spominjala na nekaj, ta bradati gospod, sam krmar naju je izjemno spominjal na nekoga. In potem naju je poklical Košir, Krizjak. Ja. Grem nazaj na vaše delo. Za Val 202, ko ste bili ime tedna, ste rekli, da 1,5 sekunde je tista doba, ko lahko pritegneš vizualno bralca ali pa ga ne. Kako enostavno mora biti ta vizualna komunikacija ali pa vizualni komentar, da učinkuje, in ali je včasih lahko preveč enostavna in zato ne učinkuje? Mislim, stremeti moramo k jasnosti, ampak se zavedati, da ne podcenjujemo samega bralca. Hkrati pa jasnost ne pomeni banalnosti. Eden od strahov, to ste rekli za podcast Strašno hudi leta 2019, en od vaših strahov je, da bi nevede citirali koga drugega, v smislu, da bi idejo nevedoč pobrali. Se vam je to že kdaj zgodilo in ali je to pogosto v vašem poslu oziroma vaši stroki, da človek nevede pobere? Ne? Vam se je to že kdaj zgodilo? Ja, enkrat sem pisal Arjanu Preglu, poslušaj, pri tem Kalinovem piskaču
A si mogoče nehote videl mojega, ne? Sem ga pretvoril v Janšo, kar je pač zelo enostavno meni z datumi dokazal, da je bilo ravno obratno. A res, da je on prvi? On prvi prišel do te ideje, mislim, da je za nek protest ga izdelal 3D. Jaz sem ga pa kakšno leto, dve zatem šel po rahlo drugačni poti, sem izhajal iz logotipa RTV Slovenija. Ne. Ampak kako pa to preverjate? A kdaj preverite kakšno idejo, če imate recimo za tujega naročnika? Ja, mislim, da se recimo, da objaviš na Pinterestu. Pinterest ima en tak algoritem, ki precej dobro prepoznava te forme, ampak tukaj gre predvsem za prepoznavanje form. Ne gre za iskanje iste semantike. Ne. Tako da je težko, pomaga pa, se to je dosti banalno, ampak jaz nisem nikoli želel gledati grafisov in podobnih zbirk na določeno temo, zato da ne bi nevede pobral. Ne. Sej velja, vse to lažemo s tistim, stari mojstri so nam pred stoletji pobrali naše najboljše ideje. Ne. Ampak ne moreš pač se s tem sprijazniti in pač enostavno nadaljevati. To ni dober občutek. Politiko je objavil tiste vaše križajoče se raketne izstrelke, ki tvorijo Davidovo zvezdo. Takrat v tistem trenutku, ko ste naredili to vizualijo, ko je bila objavljena, je bilo to vezano na raketne napade Hamasa. Ne? Danes pa bi jo lahko brali tudi drugače, ker se je marsikaj spremenilo. Ja, danes bi jo lahko brali kot pač izraelsko militantnost. Ne? Tako, ker se je spremenil vmes konteksta, kdaj je bila objavljena. Ali kdaj reciklirate svoje stare stvari? Ste to že kdaj naredili? Mislim, recikliram stare stvari, objavljene ne. Mogoče, ne vem, mogoče pa sem. Ne vede. Ampak ta sama tehnika avtocitata v njej ni nič slabega, je čisto legitimna, zato beležimo te ideje, kot sem prej omenil, v pač te bloke. Ne? In tista, ne vem, če se spomnite, leta 2005 sem naredil eno podobo, edino mojo podobo za jazz festival v Ljubljani. Klavir sem sestavil iz belih in črnih prstov, zaradi tega, ker jazz ni zgolj glasba. Jazz je bil en tak kulturni kontekst, ki je omogočal prepletanje različnih ras. Ne? In takrat sem želel predvsem to komunicirati. Ne? In pri preletavanju teh starih idej sem naletel na tisto. Mogoče je bila 4 leta stara ideja, iz časa še akademije, ko smo delali na temo rasnega sobivanja, če se ne motim. Ja, in sem pač direktno apliciral tisto rešitev. A veste, gre za iskanje ustreznih rešitev, ne za iskanje nujno povsem svežih rešitev. Če je rešitev pač že odprej, pa ni bila uporabljena, pa da je ravno tako ustrezna, je povsem legitimna. Kako pomembno pa je, da zelo spremljate dogajanje v Sloveniji in po svetu, če hočete biti dobri v tem, kar delate. Ker zdaj sem povedala, kako se v bistvu kontekst spremeni, kako se v bistvu stvar spremeni, ko se kontekst spremeni. Vi skratka morate zelo spremljati in medije, in dogajanje, tuje, domače, vse. Ne? Biti zelo, zelo razgledani. Mislim, da je to pretirano. Res? Tako zelo ne spremljam. Ne? Nimam več iste kapacitete, kot sem jo imel kot najstnik, ko sem požiral vse takrat televizijske in časopisne vsebine. Ko sem pogledal vsako oddajo Miše Molk,
danes je to drugačna zgodba. Bolj spremljam preko določenih teh opozorilnikov. CNN-ova aplikacija je tukaj zelo koristna, pa BBC-eva, ki imajo te možnosti teh upadnih, pomembnih novic. Notification. Ja. Mogoče samo ena digresijo. Tomato. Vem, da pojasnjujete, da legenda družinska pravi, da ste bili spočeti. Na paradižnikovi gredi? Ja, ravno včeraj smo bili v Kranju in sem... In so vas vprašali, zakaj vam je ime Tomato? Spet. Ja, in sem jim razložil točno nekje v Kranju. Ne bi bila greda. Pač stara planina, tam, kjer je zdaj Kulandija oziroma Supernova. Je pa v bistvu tako ime, da mnogi mislijo tudi, da je umetniško oziroma da je pač ime, ki ste ga vi sami zase izbrali. Obstaja tudi nek legendarni londonski studio, ki mu je ime Tomato. Mislim, da je tisti Tomato Project. Ja. Ne vem, če so še aktivni. Ampak pač tega sem imel kar travmo tam v času akademije glede tega. Ampak pol pa pokažem kakšne te portrete, ki sem jih delal in pač to prvo formo podpisa. Ker takrat dejansko prideš šele do tega pojma. Prej zapisuješ svoje ime, ampak podpis je nekaj drugega. In pol je pač malo bolj jasno. Kaj ste pomislili, ko ste izvedeli, da dobite nagrado Prešernovega sklada? V bistvu predtem sem se precej napsihiral, da pač ni niti najmanjše možnosti, da jo dobim. Bil sem že parkrat nominiran, pač ni bilo nič iz tega. Zato sem vseeno okrog sebe, ki so nekako navijali, kot sem jaz nekoč za Matejo Svet, mogoče. Zame sem vse prepričal, da ne bo nič iz tega. In tudi, ko sem dobil klic Jožefa Muhoviča, sem bil prepričan, da čez par dni mi bojo sporočili, da je prišlo do napake, in potem sem bil vabljen strani ministrstva na to tiskovno konferenco, na kar je prišel par ur za tem mail, da se je zgodila napaka. In jaz nisem vedel, kakšna napaka, ker odgovora na to pač je bil, mislim, da je petek, 5 minut čez 3, pa nisem več dobil. In tisti ponedeljek ob 11, ko je bila ta tiskovna konferenca, sem bil še v polnem suspenzu. Kakšna napaka pa je bila? V bistvu zgolj, da ustvarjalci nismo vabljeni na samo tiskovno konferenco. Kaj je počela Miš, ki je bila z vami na podelitvi? Ni bila z mani. Ni bila? Ne. Morala je doma početi. Ja, točno, morala je doma ostati. Okay. Končajva s tem, kakšno moč ima lahko podoba z več ljudmi, fotografi, tudi Samiro Kentrić, ki je bila tukaj v enem podcastu. Vem, ja. Smo že govorili o moči podobe in o tem, kako smo bombardirani s podobami v današnjem svetu in času, kje vse jih vidimo, v bistvu vse nam je dosegljivo v istem trenutku. Lahko vidimo od vrhunskih podob do totalnega kiča in vsega vmes. Koliko je tega vizualnega onesnaženja po vašem mnenju, oziroma kako naj mi laiki prepoznamo, kaj je dobro? Ja, to je kompleksno vprašanje. Predvsem, veste, prej, ko so govorili o Ranku Novaku. Ko ti človeku, ki je sicer že izpolnil pogoje za upokojitev, ampak običajno se ljudem, ki so tako pronicljivi v takšni formi, kot je on, še vedno je poklican, še vedno ostaja oblikovalec ves čas. Ne podaljšaš
delovnega razmerja. Ne. Takrat ne izgubiš nadaljnjega opusa ene osebe, ampak izgubiš potencialen opus vseh, ki bi jih on v tem času učil. Ne, praktično zanemarjaš del prihodnje vizualne krajine. In kakšna je po vašem mnenju vizualna krajina, recimo sveta, ki ga živimo? Čeprav to verjetno ni ena sama stvar, ne? Verjetno smo lahko tudi tukaj znotraj balončkov. Meni je bilo pomembno v tistih 3 letih, najbolj srečnih, ko sem učil na akademiji, na oddelku, sicer so bila najbolj naporna leta, so mi pač, ne vem, malo frderbala ščitnico, pa slinovko, pa še kaj. Ampak takrat sem se zavestno usmeril v to in svojima kolegoma Jerneju Stritarju pa Robertu Ilovarju, izjemnima oblikovalcema, ki sta takrat imela še skupen studio Ilovar-Stritar. Sem nekako podal eno tako generalno idejo, a veste, mi imamo izročilo tega, kar smo sami izkusili, da se profesori najbolj ukvarjajo s tem luksuznim mini projektom, s tistimi 3 ali pa 5 najboljšimi, s tem cvetoberom. Ampak mogoče je pa pomembnejš, da tista zgolj podpremo, zato ker nam je vsem jasno, da bodo uspeli in da sami vlagajo zadost v pač plemenitenje lastnih znanj in osebnostnega horizonta in se intenzivno usmerimo v 3/4 tistih, ki so na tej točki mogoče povprečnih ali pa se še iščejo, ali pa imajo tisti trenutek neke druge probleme, ne vem, imajo doma malega otroka ali pa so še napol v prejšnjem študiju umetnostne zgodovine, ne. Kar ne pomeni, da so povprečni posamezniki, ampak pač izkaz njihovega dotakratnega prispevka, ne, na področju oblikovanja pa še ni presežen. Dajmo se pač njim zares posvetiti v tej, ne, dajmo njim največji kos pogače, ker s tem bomo dejansko nagovorili tisto večino, ki bo verjetno kvantitativno najbolj soustvarjala prihodnjo vizualno krajino, ki je ta trenutek v rahlo slabi formi. Precej je enega formalizma, precej ene histerije, ne, pač ali pri pospeševanju prodaje, ali skozi neka umetniška nagnjenja oblikovalcev, ki favorizirajo formo zaradi forme, provokacijo zgolj na tem likovnem nivoju, zanemarjajo pa samo razumljivost sporočila ali pa samo sporočilo. Razstava nekaterih Banksijevih del je trenutno v Ljubljani. Videla sem, da ste komentirali Banksija za Marketing magazin. Ste si jo že ogledali? Ne, nisem. Tudi zelo malo hodim na to, ker zadnji čas, zadnje 3 leta, odkar imam miš, pač spoznavam ene določene te omejitve, ne. Imeti psa ves čas s sabo. Kam psa Ja. Na to razstavo sicer pustijo psa, to sem pa jaz preverila. Aha, no. Saj večino pač teh del poznam. Ja, seveda. Njega štejem
imeti vizualne komentatorje. Jaz mislim, da ima, se ne bi rad primerjal, ampak da je motiviran zelo podobno. Ne? Je družbeno angažiran, to je tisti glavni motiv. Končajva takole. Postavil je visoke standarde v stroki vizualnih komunikacij, pisalo v obrazložitvi za vašo nagrado in še eden najuglednejših teoretikov in piscev sodobnega grafičnega oblikovanja, Steven Heller, je Koširjevo delo za The Guardian Age of Rage, torej doba besa, s katero sem tudi začela, označil kot najbolj učinkovit vizualni koncept, ki ga je kadarkoli videl za naslovnice revij, knjig, plošč, plakatov in brošur. Kdaj, Tomato Košir, sklenete pri sebi kompromise in kdaj ne pri svojem delu? No, pa sej, pač ta Age of Rage je solidna, ni pa optimalna. Ne? Okay, to se je zdaj po reakciji sodeč slišali, kot da se delam skromnega. Ampak ne, tisti prvi osnutek je baziral na belem papirju. Kjer se je vsa ta 3D modulacija, te izmečkanine bolj naravno modelirala, ne? Preko svetlob in senc. In zahteva uredništva je bila, da dodam to rdečo barvo. Meni je pa to pač odvečno podvajanje, en tak Duran efekt, bi rekel, naši strici in tete, ki so živeli 80-ta. Pa tudi na koncu nisem bil najbolj zadovoljen z eno dodatno saturacijo, ki so jo umestili na to sporočilo. Tako da, pač sej sporočilo je jasno, sem čisto zadovoljen, ampak ni pa optimalno. Mislim, da pač če bi bil čas, pa če bi imeli tisti direkten stik vsaj prek telefona, ne, vseh teh sodelovanj gre zgolj prek maila, bi jih mogoče uspel prepričati. Ne. Okay. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali danes v NN podcastu. Hvala tudi Miši, ki je bila izjemno priden pes. Hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. NN podcast je torej spet nazaj in kmalu se spet vidimo. Hvala.